hotel sem iti korak naprej. Dejansko je strošek prevažanja je dosti cenejši, celo ko polniš doma. Meni so razna planiranja poti in to mi je celo veselje, to mi sploh ni breme. Tako da se človek hitro nauči, kaj mora paziti. Tako da, ko sem bil na prvi daljši poti, me je izučilo, tako da sem imel težave, zdaj pa obvladam. Mislim, da je to dobra tehnologija, bi pa seveda rekel, da to mora vsak vedeti, kakšno ima, bom rekel, stil življenja, ne. Če mora nekdo vsak teden 3-krat na vrat na nos iz Kopra v Maribor, pa to najbrž ni prava rešitev. Če pa se večinoma vozite v službo, pa lahko polnite doma, pa je to za moje pojme prava stvar. Včasih je bilo to res težje, ampak včasih je bila tudi polnilna infrastruktura, kar je bilo vsa zastonj. Se pravi, je bil pa takrat ta plus, sicer je bila redka, tako da si moral malček improvizirati, da si prišel s polnilnice do polnilnice. Ne deluje vse, celo Tesline so gluhe nekatere, ampak glede na število polnilnic, ki so zdaj, jih je dosti več, glede na range avtov, ki se je pojačal 700 kilometrov, to se pravi, Slovenija je premajhna, da bi jih sploh kaj rabil. To se ve odgovor, ne? Ker mi smo Slovenci, oziroma nisem Gorenc, ampak dobro, je cena, ne. Problem je pa ta, cena avta je dražja. Zdaj mogoče Kitajci bojo to zaničili, to razliko v ceni, ampak vse gleda na ta nakup, ne. Pa jaz jim razlagam, 5 let, 3 leta, 4 leta, če voziš ti avto, pomeni, da se ti bo izplačal hitro. Poti v Ljubljano, službo, strnjenje v kolonah, trošenje energije, dizla in tako naprej. In potem, ker smo rabili 2 avta, smo imeli enega za dolge poti, so se odločili še za enega električnega. Smo kupili enega Zoeja, s katerim smo naredili 100 000 kilometrov v 5 letih. Glede na to, da sem šla oba z ženo v penzijo, ne, je pač prevladala odločitev, da greva na en avto, in tako so se odločili potem za samo električni avto. Problem je recimo, kako daleč prideš, pa da je v tistem dosegu tudi kakšna hitra polnilnica, ne. Potem zbiraš polnilnice, ki so bolj na avtocesti, da ni treba ne vem kam zavijati dol, če greš, ne vem, v Francijo, to v glavnem, ko grejo na smučarijo, ne. Te pač zmoti to, da greš dol z avtoceste, spet nazaj, pa iščeš tam po vasi. Mogoče je bilo malo več načrtovanja, zdaj pa polnilnic vedno več. Zdaj recimo Ioniti skoraj povsod, ne, tako kot superchargerji mogoče. In še gradijo se, tako da ni problema več. 400-500 kilometrov, 400 kilometrov poleti, 300 pozimi je sigurnih in to se itak mora človek malo spočiti, ne. Ja, jaz sem si ga zelo želela, mož pa prav nič. Ker sem pač na YouTubu videla Tesle in so se mi res v srce usedle in pol je mož rekel, daj eno renti, pa boš videla, da je škatla na 4 kolesih, in to sem naredila, napaka, ne. Ker potem sem pa dan in noč samo o Tesli sanjala in gnjavila moža, da jo naj že kupimo, in pol je po parih letih popustil. Je najprej mislil, da mu bo žal, ker je ga zelo skrbelo, da ga bo pustila na cesti, da ne bo prišel do službe, da on po službi ne bo 1 uro na polnilnici, da bo lahko domov šel, in se je izkazalo, da so to čisto neutemeljene misli. Hotela sem jo pa predvsem zaradi pospeškov, ker meni je to res tak super občutek. Tudi recimo, če sem kdaj slabe volje, pridem s službe malo utrujena, se samo malo v avto usedem, pa sem preveč dobre volje. Imamo še dizla in zdaj nihče noče tega dizla BMW-ja voziti in sva se z možem dogovorila, da imamo deljeno skrbništvo in ima vsak en teden Teslo, drug teden pa pač zobe stisneš in voziš BMW. Po mojem se je vse spremenilo na boljše. Mi smo začeli z Nissanom pred 11 leti in ni bilo polnilnic. Kamorkoli smo prišli, polnilnice ni bilo ali pa ni delala. Čisti šok. On je strašno navdušen, jaz na začetku nisem bila, avto mi je bil strašno grd, pol se nam je pa vsem toliko priljubil, da smo pol vsi izkušali.